Dober dan, gospod Boštjan Penko. Dober dan. Kako ste kaj v teh vročih dneh? Torej, vroče, tako kot vsi. Mogoče je še malo bolj vroče, zaradi vsega, kar se mi je zgodilo v zadnjih tednih, v zadnjem tednu dni. Povejte mi, kako zdaj vi shajate z vsemi temi obtožbami po tej aretaciji, tudi visoka politika se je začela vpletati in komentirati vse dogajanje glede tega. Vaš komentar? Poglejte, povsem očitno je pravzaprav, kaj se dogaja v tej zadevi. To, da se politika sedaj vpleta na tak način, da kritizira sodstvo, da imamo izjave ministra za notranje zadeve, ki so po moji presoji povsem neprimerne, tako glede mene osebno, kot tudi glede odločanja sodišč, da se temu pridruži še pravosodni minister, ki stvari skrajno poenostavlja in govori o tem, da bi morali, ali bomo sedaj gledali, da se bodo kar srečevali tožilci, sodniki in osumljenci in tako naprej. Pri čemer me pravzaprav zanima sedaj, ali bi morali vsako tako srečanje v bistvu končati z aretacijo in odvzemom prostosti, ali pa morda mislil minister kaj drugega. Torej vse to kaže na neko kulminacijo nekega povsem nespametnega ravnanja, ki se je po moji presoji pač začelo s to odločitvijo, da se v bistvu ta bodoči poslovni odnos, ki sva ga pripravljala z Ivanom Zidarjem, pravzaprav prekine na takšen način, kot se je tudi prekinil. Brez kakršnih koli dokazov, da je šlo za katerokoli kaznivo dejanje. In sedaj seveda, to je treba legitimirati na eni strani. Jaz to opazujem, gledajte, ne želim se pretirano v bistvu več mešati v to, kar se dogaja, ne želim se oglašati. Mislim tudi, da je povsem nepotrebno, da se jaz oglašam, se je očitno pravzaprav, da je bolje, če sem tiho, ker se potem stvari izkazujejo same po sebi. Povem samo to še enkrat, da bom v tem primeru šel do konca, da me ne bodo videli več jokati, ne pred kamero, nekako drugače, in da bom uporabil vsa možna pravna sredstva, da v tej državi enkrat v bistvu pridemo do točke, ko se bodo stvari pač razčistile, izkristalizirale in ko bodo morda nastopile s tem v zvezi potem tudi kakšne bistvene spremembe. Bi vas tako vprašal, ves postopek, ki se zdaj in ta gonja na nek način, ki se vam dogaja, če začnemo z zateznimi lisicami, ki naj bi jih uporabili in te prijeme, zato ker naj bi bili karateist oziroma obvladali borilne veščine, bili človek, ki naj bi se nekako podlegel alkoholu, tudi nekaterim drugim substancam, kot sem razumel, družili naj bi se z napačnimi ljudmi v tej državi. Se pravi, ta vsa gnojnica, ki se zdaj na vas zliva, kako boste ukrepali in v končni fazi me zanima, ali bi se potem takem lahko vsakemu, ki se ukvarja z nekim hobijem, nekih recimo ne borilnih, ampak mora biti tudi samoobrambnih veščin, nekako tako dogajalo v teh postopkih? Poglejte, ta gnojnica, ki se sedaj zliva po meni, to je pravzaprav navadno blatenje, ki ne vem, nimam besed pravzaprav, še posebej, če to blatenje prihaja z takšnega nivoja, kot je minister aktualne vlade. Kar se tiče tega, da sem mojster borilnih veščin, dobro, sem mojster borilnih veščin, čeprav sem že precej v letih, ampak to nima nobene zveze v bistvu za oceno s presojo v konkretni situaciji, ali je potrebno pač uporabiti prisilna sredstva ali ne. Ta presoja mora temeljiti na povsem drugih parametrih. Ampak pa še to, če povem, da bo bolj jasno potem, tudi Ivana Zidarja so uklenili v tem primeru. Pa je star 70 let, pa ni mojster borilnih veščin. Pravi, da je bivši bokser, ampak to verjetno vpliva tudi mogoče na to. Ubogi policisti, če se bojijo 70-letnega bivšega boksera in da ga je zato treba ukleniti, ali pa mene, ne vem, tam so imeli absolutno številčno premoč, nobenega odpora nisem nudil. Pravna sredstva, se pravi, če preideva na to, kako boste zdaj vi ukrepali proti tej gnojnici, recimo, ki prihaja iz strani politike in tako naprej? Gledajte, tako kot je treba, tako kot pač ti ukrepi sledijo po vrsti, imamo različne postopke, v katerih se da pač uveljavljati
svoje pravice, da se pač slediti sankcioniranju teh kršitev, ki so bile storjene zoper mene. Na koncu seveda sledi odškodninska tožba in to je to. Tukaj pravzaprav moram narediti vse, da na nek način zaščitim svojo integriteto. Tukaj pač, če so šli na drugi strani preko vseh meja, moram tudi jaz do konca. Za konec me zanima, in tudi verjetno naše gledalce, ali mislite, da je bilo to vse skupaj uničenje vaše odvetniške kariere? Začetka vaše odvetniške kariere mora biti. Torej, ljudje, ki so se obrnili name za pravno pomoč v zadnjem času, ne mislijo tako. In tudi sam ne mislim tako. Mislim, da pravzaprav se mi je zgodilo nekaj, česar tudi sam nisem mogel verjeti dejansko. In ko sem že prej v preteklosti poslušal zgodbe ljudi, ki jim je dejansko država kršila človekove pravice, ki jih je na vse mogoče načine šikanirala in posegala pač v njihovo integriteto, in nekako nisem verjel, nisem vedel, da je to mogoče. Sedaj pravzaprav to verjamem. In lahko rečem samo to, da se bom še toliko bolj potrudil v bistvu, da tudi tisti ljudje, ki do sedaj niso mogli doseči pravice, dokazati, da se jim je to v resnici zgodilo, da jim bom sedaj lahko pomagal, da bomo končno prišli pač tudi v takšnih zadevah do določenih epilogov. Poglejte, bili so številni, tudi sedaj se obračajo name osebe, ki so bile na pomembnih mestih, ki so zaradi tega, ker so opozarjali na korupcijo, na nepravilnosti, bile šikanirane, ki jim je bila znižana plača, ki so bile odstranjene iz pomembnih delovnih mest. Teh primerov je nešteto, dobro, ne bom rekel nešteto, primerov takšnih je veliko. In boril se bom proti temu, pravzaprav, da bi se te zlorabe oblasti enkrat za vselej prenehale. Na nek način odvetnik kot Robin Hood? Ja, imenujte to, kakor hočete. Glejte, mislim, da si klientov ne bom izbiral sam, ampak si bodo klienti izbirali mene. Poznajo moje sposobnosti, vedo, da sem se ukvarjal z kazenskim pravom oziroma z gospodarskim kazenskim pravom, vedo tudi, da sem bil predstojnik Urada za preprečevanje korupcije, da vem, kaj je korupcija, da vem, kako se je treba boriti proti temu in tako naprej. Tako da jaz absolutno ne pričakujem, da bo zdaj zaradi tega se pač moja odvetniška kariera, ne vem, končala ali pa morda začasno, ne vem, lahko govorimo o nekem poskusu pravzaprav blokade, preprečitve, ki pa mislim, da se je v celoti izjalovil. Se pravi, vaš najbolj odmevni klient oziroma prvi klient je vseeno Ivan Zidar? Ja, gledajte, seveda, bilo bi zelo neobičajno, če zdaj po vsem tem, po tem, kar smo pač doživela skupaj, če mi Ivan Zidar ne bi podpisal pooblastila, da ga pač zagovarjam v zadevah, v katerega lahko zagovarjam. To je dejansko tudi storil in pač zagovarjal ga bom po najboljših strokovnih močeh v postopkih, ki pač tečejo zoper njega. Gospod Penko, najlepša hvala, da ste prišli v naš studio na Vest in da ste našim gledalcem in poslušalcem, tisti, ki samo poslušajo, pojasnili vaše stališče. Hvala vam, da ste mi dali priložnost, da to storim. Hvala.